Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani katoličani, zgodilo se je, to poroča neki Pelbarto, da je živel, verjetno pred mnogimi časi, mnogimi leti, da je živel neki vojak, ki je bil zelo suženj grehov. Vse mogoče grehov, verjetno tudi nečistih grehov, imel pa je zelo pobožno ženo. Pravi, žena je sicer molila za njega, ampak nikakor se ni hotel spreobrniti pa poboljšati, ampak priporočeno mu pa je pogosto naj zmoli vsak dan pred eno Marijino podobo vsaj eno Zdravo Marijo, da bo rešil svojo dušo, če je Božja volja. In jo je ubogal, zanimivo. Ubogal jo je, pa je zmolil vsak dan eno Zdravo Marijo pred kakšno sliko, pred kako podobo Device Marije. Pravi, nekega dne, ko je bil na poti, se je odločil, da bo spet smrtno grešil, žalil Boga, ampak potem je hotel zmoliti tisto Zdravo Marijo, preden je smrtno grešil pred Marijino podobo, pa je šel v neko cerkev, ko je bil tam na poti, ko je bila ob poti tista cerkev, pa je šel pred Marijino podobo in zmolil Zdravo Marijo. Potem je pa tista Marijina podoba oživela, ali pa mogoče biti celo kip, a ne pravi, da je slika. Pravi, da je podoba oživela, pravi, in zagledal je, Marija je imela v rokah deteta Jezusa, otroka Jezusa, pravi, in ta otrok se je spremenil, ker ko je ta podoba oživela in je bil oblit s krvjo. Imel je na sebi polno ran in iz teh ran je tekla kri. Takrat je ta vojak pravi, kdo je tisti predrznež, pravi, ki je tako grdo ravnal s tem otrokom. Pa mu je Marija odgovorila iz podobe, pravi, vi grešniki tako postopate z mojim sinom. Potem ga je to tako pretreslo, da je začel jokati in je prosil Marijo kot mater usmiljenja, naj mu izprosi odpuščanje njegovih grehov. Se pravi, da je prišlo do spreobrnjenja v njegovem srcu. Ona mu je pa rekla, pravi, vi grešniki me imenujete mater usmiljenja, ampak ne prenehate pa me žaliti, pravi, s svojimi grehi in napravljate iz mene mater žalosti in mater žalosti in bede. Ta grešnik ga je pa še naprej prosil, Marija ga najprej ni hotela uslišati, potem je pa še naprej prosil, naj ga usliši, pa naj mu izprosi odpuščanje pri Jezusu. Potem se je pa Marija obrnila k Jezusu, pa ga je prosila, naj mu odpusti. Ampak videti je bilo, da mu Jezus ne bo odpustil, ker je tolikokrat ga žalil in njega seveda in pa Marijo. Potem mu je pa Marija rekla Jezusu, pravi, sin, pravi, ne bom, verjetno je pokleknila pred njim, pravi, ne bom se dvignila izpred tvojih nog, pravi, dokler ne odpustiš temu užaloščenemu, ki se jih meni zateka. In tedaj je Jezus odgovoril, pravi, mati moja, pravi, nikdar še nisem nobene tvoje prošnje odbil, pravi, da ne bi slišal, in če ti želiš, naj mu bo odpuščeno, naj ti bo. In kot znamenje odpuščanja želim, da pride in poljubi te moje rane. In vojak je prišel in poljubil njegove rane, detetu Jezusu, ki so se takrat, ko jih je poljubil, zaprle in izginile iz njegovega telesa. Potem se je pa vrnil domov, pravi, in je prosil ženo, naj mu odpusti, in je do smrti, pravi, živel vzorno krščansko življenje v pokori. Jaz verjamem, da to je opisano kot resnični dogodek, ki se je res zgodil. Vidite, kako nam nazorno pokaže, kaj naši grehi naredijo Bogu. Kako mu odprejo rane, vidite, ki krvavijo, in kako lahko te rane zapremo, da jih ni več, vidite, samo s svojo ljubeznijo. Tisti poljubi teh ran seveda so podoba človekove nesebične ljubezni do Boga, do Jezusa Kristusa, ki jo obujamo v svojem življenju. In seveda tudi tako, da ljubimo svojega bližnjega kot samega sebe iz ljubezni do Jezusa.
ta resnični dogodek, vidite, nam kaže, kako močna priprošnja je priprošnja Device Marije. Če se ta vojak ne bi zatekel k Mariji, bi bil pogubljen. Vidite, za 100 let je bil v peklu, tako je pa rešil svojo dušo do konca življenja, vidite, je ostal pokorjen in je živel po božjih zapovedih, po božji volji. No, današnji evangelij pravi, vidite, da jim je zmanjkalo vina na tisti svadbi. In ko je Marija, čeprav Jezus je rekel, pravi, naj bi žena, kaj je menil, in te pravi, ni še prišla moja, to pomeni, ni še prišla ura, da bi se jaz razodel kot Bog pred svetom, da bi nastopil javno kot učitelj večnega življenja. Pardon. Pa je, vidite, pa mu je Marija rekla, pravi, napravite, karkoli vam poreče. Marija je vedela, če ona prosi, da bo njen sin, da jo bo uslišal. In jo je 6 vrčev polnih vode spremenil v vino. Ampak nekaj vam povedal, vedno to povem, ampak zdi se mi, da nikoli ni zadosti. Zato, ker eni ljudje, ki radi pijejo, si rečejo, no, vidiš, saj Jezus je tudi vino napravil, zato so se lahko napili, ne, da so lahko bili pijani. Ni res. Tisto vino pred 2000 leti pa še več, vidite, ni bilo tako vino, kot imamo danes, ampak je imelo zelo, zelo malo alkohola, tako da tudi če so se veliko vsega pili, se niso bili pijani. In Jezus ni vina pomnožil zato, da bi se opijanjali, da bi se opijanili do zavesti, kar je to, vemo, da je to smrtni greh. Vidite, kdor se opije tako, da ne ve, kaj govori, pa kaj počne, to je smrtni greh. In če se tega greha ne spove, se pogubi. Kajti Svetopismo pravi, da noben alkoholik, seveda, ki je zasvojen z alkoholom, ne more priti nebesa. V nebesih ni nobenega alkoholika, ne tudi narkomana, ne. Ja, vsaka zasvojenost, vidite, ki je smrtno grešna, vodi v pekel. Jezus je pomnožil vino zato, da so imeli gostje nekaj za piti, ker pač so praznovali, in Judje so praznovali poroko 7 dni, en teden, ne samo en dan. Niso imeli samo eno poroko en dan, ampak so 7 dni praznovali in zato v 7 dneh je tisto vino lahko pošlo. Tako da noben ne more imeti izgovora, češ, Jezus je pomnožil vino zato, da bi se napili, da bi bili pijani, ne. Nikakor ne, Bog nikoli ne bo napravil nekaj zato, da bi ljudje grešili proti njemu pa ga žalili. Logično, ne, treba samo logično razmišljati. Ja, vidite, ampak Marija je samo rekla, vidite, in prosila Jezusa in je Jezus napravil čudež, pravi Svetopismo, pravi prvi čudež, pravi, in njegovi učenci so verovali vanj. Ampak ko so bili na tisti ladjici, ko so šli preko Genezareškega jezera, so pa spet izgubili vero v njem. Je rekel, kaj ste maloverni, kaj ste boječi maloverni. Vidite, zaradi vere je nekaj, kar lahko niha. Nekaj nihajočega, in seveda vedno moramo prositi Boga za dar vere, da bomo imeli močno vero, da bomo veliko verni, ne malo verni. Ja, in tista voda, ki je bila tam, vidite, je tudi podoba tega krsta, ki ga je Jezus ustanovil. In danes imam veselo novico za vas, tisti, ki še ne veste, da so včeraj krščena gospa Tina pa njen sin Bor. In danes sta naša prva obhajenca, katera sta torej, ima bil zbrisan izvirni greh, postala sta Božja otroka, svetišče tridinega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, in prejela sta sveto krstno nedolžnost, kot se temu reče. In danes sta med nama kot prva obhajenca. Torej zato ju priporočam vašo molitev, postala sta člana naše duhovne družine tukaj, kajti vsaka župnija je duhovna družina. Naša župnija, sicer v narekovaju, naše kapele, svete družine Jesme Jožefovite, je duhovna družina z duhovnim očetom, ki je duhovnik, in seveda z vami vi, ki ste duhovni otroci, in seveda najprej Boga, Jezusa, Marije, Jožefa, potem pa seveda tudi duhovnika. Torej priporočam ju v molitev, da boste vztrajali v veri, da boste ohranili krstno nedolžnost, vidite, do smrti, da bomo nekoč skupaj praznovali, vidite, večno življenje pri Bogu, vidite, vse družine v nebesih. In zato prosim za vse tiste, ki morate, da darujete sveto obhajilo za njuno svetost, zdravje in zveličanje in po njunih namenih. Za iste namene bom tudi jaz danes maševal zanjo, bom maševal za vaju, bom maševal sveto mašo, za vajino svetost,
zraven zveličanje in po navajnih namenih. Razložite Boru, kaj to pomeni, da bo imel dobre namene. Kajti Bog ve za naše namene in bo te namene upošteval. No, in danes je tudi god svetega Friderika, pravzaprav ni še svet, ampak svetniškega Friderika Baraga. Uradni naziv njegov je Benikt XVI mu je dal ta naziv, se pravi častitljivi božji služabnik, škof Friderik Baraga. Vidite, ki je živel, seveda bil Slovenec. V Sloveniji je potem tudi deloval kot duhovnik. Bil je doma dol na Dolenjskem, tam na začetku Mirnske doline. Moja mama je bila pa na koncu Mirnske doline. Ampak tam smo živeli nekaj časa. Ja, se pravi, 18. januarja 1868 v Marquettu, Michiganu v Ameriki je umrl. Vidite, vemo, da je misijonaril po Ameriki in da je na svojih krpljah, vidite, kaj so krplje. Tiste krplje, s krpljami je treba hoditi okrog, a veste, ne moreš iti naravnost, moraš okrog, ker moraš okrog krplje iti, ne. Tako da je zelo, ta hoja s krpljami je zelo težavna. Jaz sem si, ko sem bil dragi župnik, sem si kupil krplje, zato ker sem rekel, sem imel včasih veliko snega, pa sem rekel, če zapade 2 metra snega, jaz lahko samo s krpljami grem kakšnega človeka obhajat. Pa sem si kupil krplje, ampak moderne krplje, take so pa ozke. Ozke, bolj dolge so, niso tako težavne za hoditi. Pa sem jih pustil tam za klaso, nimam kaj z njimi delati. Ja, vidite, s krpljami je hodil, pravim, včasih je hodil, hodil tako, da je moral prespati na snegu. In vemo, da v Kanadi so temperature -10, -20 nekaj normalnega, kar pri nas je -2 nekaj, zelo že mrzlo, -4, -10. V Kanadi je -10, -20, vidite, so stopinje pa še več, ne, minus. In po takšnem mrazu, vidite, je ta škof hodil, najprej duhovnik, pa škof hodil, vidite, da je reševal nemarljive duše tistih Indijancev. Vidite, za en sam krst je hodil včasih po cel dan, celo noč ali pa še po več. Vidite, da je krstil nekaj otroka, vidite, kajti vedel, vidite, kako pomembno je, da je človeku izbrisan izvirni greh, da postane katoličan, da živi po božjih zapovedih, da ve za katoliške resnice katoliške cerkve, da reši svojo dušo. Današnji papež ni že veliko neumnost, to je slovesnost, kaj takega početi, kako lahko, vidite, neki tak človek, ki je papež, take neumnosti uči, ne razumem, vidite, ampak Friderik Baraga, vidite, vse svoje življenje, vidite, negira ta modernizem, hudič modernizem, vidite, ki uči, da je čisto vseeno, katere vere si, da vse vere vodijo k Bogu. In da seveda škof Friderik Baraga po njihovi logiki zastonj hodil okrog, vidite, pa zastonj tvegal svoje življenje, koliko da bi ga lahko tiste divje zveri raztrgali, koliko bi lahko padel v kakšno vodo noter pa zmrznil, vidite, na tistem izgubil svoje življenje. Ampak vedel je, ena nemarljiva duša, vidite, je vredna ene škofije, treba jo je rešiti. Ja. No, zato sem bil včeraj tako vesel po krstu, ko sem šel. Ampak hudič se mi je hotel takoj maščevati po tistem krstu, sem šel tam v trgovino nekaj kupiti, na Vrhniki. In pred trgovino se pripelje tam en avto, tam z italijansko registracijo. Buongiorno padre, buongiorno. Sem rekel: "Buongiorno." Pravi: govorite italijansko?" Me je vprašal, jaz sem rekel: "Ne, sem samo angleško." Pa nekaj italijanskih besed že znam, ne, tako da me ne bi prodal v Italiji manj kot gospod Koc, ampak pol pa pravi: "Padre," pravi, "pridite, nekaj imamo za vas, nekaj." Kaj pa je, pravi, pravi: "Pridite pa tam parkira." Pa privleče ven iz tistega avtomobila neke obleke, krasne, vse neki kašmir, vse najboljša kakovost. Pravi, vse, pravi, tole imam pa jaz sem rekel: "Jaz nosim samo črne stvari, pravi: "Ja, imam črne stvari za vas." Pravi: "Mi smo imeli neko predstavitev smo imeli tule v Ljubljani," pravi, "zdaj gremo pa domov v Italijo." Pravi: "In imam tole, tega bi se rad znebil, ne." Razumljivo, ne, ja. In pravi, in potem seveda padre so te gledal, pravi: "Poglejte, to je bilo vse po 1000 evrov, po 500 evrov, to tako drago, veste." Jaz sem skoraj padel od čudenja njihovi darežljivosti, seveda, v narekovaju. No, in potem na koncu seveda je prišlo tisto, kar sem tudi pričakoval, ne. Padre pravi: "Vse to vam damo zastonj, 2 vrečki polni vseh teh stvari, sam kašmir." No, pravi: "Ampak samo tole vam pa prodamo, tole bi pa samo tole." Sem rekel: "Jaz grem tule v trgovino, nimam denarja s sabo." Po angleško.
Pravi, jaz grem nekaj kupit. A pravi, saj tle je bankomat, takoj je videl, kje je bankomat, ne. A tako, ja, pa tako navezano, pa to samo za vas, ke ste padri, ke ste duhovnik, neverjetno. Vidite, takole se je hotel hudič maščevati nad mano, da bi me opeharil še enkrat, ampak je naletel na Padre, ki je, hvala bogu, prišel k pameti, medtem pa ne bo nasedel. Ampak vidite, prvič pa nisem pa nasedel, enostavno nisem vedel, za kaj gre, vidite, takole ljudi varajo, sem si pa kako lahko more, Italijani so, pa v Italiji vem, da Vatikan pa Rim, ampak kaj če ima, vidite, to so ljudje, ki iz vode delajo vino, tako kot naši modernisti. Ja, torej bodimo veseli za krst gospe Tine pa Bora, da sta postala člana naše duhovne družine in da bomo nekoč skupaj v nebesih. Ja, in moram tule pogledati, kaj sem že hotel reči. In ko se je škof Pribradega, vidite, dvakrat je prišel nazaj, kolikor vem, v Evropo kot škof in seveda je prišel iskat sodelavce, pomočnike in jih je kar nekaj veliko dobil. Kar nekaj Slovencev je delovalo v Kanadi, veste, po Ameriki. Kar veliko jih je delovalo in jih je dobil tudi veliko denarnih sredstev je dobil, pa cesar sam ga je sprejel, pa seveda škof in tako naprej. Vsi so mu bili naklonjeni, ker seveda rešuje duše. Vidite, da ve, kaj je njegovo poslanstvo kot duhovnika, škofa, kot misijonarja, da rešuje duše, da dela iz poganov katoličane, da bodo prišli v nebesa, kajti samo katoliška vera je tista, vidite, za katero pravi Jezus, Bog, vidite, da vodi v nebesa, ne pa vse veri, kot pravi papež Frančišek. No, in ko je prišel nazaj, vidite, v Dobovnič, kjer je bil krščen, kaj je napravil, vidite, šel je v cerkev, kjer je bil krščen, pokleknil k tistemu krstnemu kamnu, se spomnite, ko smo bili na Romanov, smo bili v kamnu, pokleknil tam, ko smo tudi mi klečali, vidite, in se zahvaljeval menda pol ure ali koliko, če ne več, zahvaljeval za dar svetega krsta. Vidite, to je katoličan, to je prava katoliška vera. Ne pa naši modernisti, ne, s tistimi svojimi hudičevim naukom, da vse vire vodi v nebesa, pa da čisto vseeno, kaj si pa kaj veruješ, ni res, vidite, tega nikoli cerkev ni učila, pa nikoli ne bo. Torej, priporočam se Friderku Baragu za njegovo priporočno varstvo. Jaz verjamem, da je v nebesih, vidite, in da nas čaka v nebesih, zaprosi za nas, da prosi za to, bo čim prej zmagala prava katoliška vera, nauk moralov katoliške cerkve, ne samo v Sloveniji, pa v vsem svetu. Vidite, in zato tudi mi delajmo skupaj in se veselimo nekoč srečanja z njim v večnosti, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.